Lepo pozdravljeni nazaj v uvodniku nove sezone Tangente, v kateri vas pozdravljamo v malo drugačni zasedbi. In sicer kot nadaljevanje stare ekipe vas pozdravlja na moji levi, ki je ne vidite. Iva, živjo. Ja, ki dela kontinuiteto stari ekipi, ki se je žal poslovila. Na moji desni sedi... Sem pa jaz, Klara, živjo. Ki bo tudi nova... Nekako bom probala voditi, urigirati tako podcast naprej. Ga peljati v nove neznane vode z nami. Ja. Kot tretji vas pa pozdravljam Urban Gartner, DJ oziroma mladi jezuit, ki pa bom tudi sodeloval letos pri Tangenti. Enkrat ste me že poslušali, sem bil gost na eni od Tangente, ki je govorila o poklicanosti. Ja, dobro, kaj bi zdaj? Mogoče povedali, kako to, da je prišlo do te spremembe? Ja, v bistvu, žal sta se Peter pa Janez poslovila, ker sta oba dva nadaljevala malo drugačno osebno pot, tako da zdaj sta se oba dva malo preselila in smo se sestavili čisto na novo, nova ekipa pa tudi malo drugačen način dela. Mogoče bojo ti podcasti malo bolj usmerjeni najprej na objektivne stvari, ki jih probamo prej raziskati, pa se v bistvu malo še pogovarjamo o tem, kar smo najdeli, pa povemo svoje mnenja. Pa zanimale nas bojo verjetno tudi take malo bolj spotikljive teme, take, pri katerih kakšni malo zardijo, tako da... Definitivno. Čak, malo zardijo, kaj zdaj to hočeš reči? No. Ja, vse bojo slišali. Bojo mogli nas spremljati celo leto, pa mogoče bojo to nekaj zardeli ali pa ne. Mogoče za začetek, tako malo za spice, tlele, začnemo z dostojanstvom. Imamo že izbran naslov, ampak da ga zveste, moramo poskrolati dol. Poskrolam, čak, scroll. Imamo izbran naslov, zakaj me ti ne moreš kar tako čez gobec užgat. Basically se pa gre za pogovor o dostojanstvu in spoštovanju, kam seže in od kje izvira. Tako da, ja, že prva spotikljiva tema. Ja, sploh zanimivo vprašanje, ne, ki bi se ga jaz vprašal, zakaj jaz druga ne moram na govec užgati, če me razjezi. Kaj me ustavlja pri tem, s kje je ta stvar bazirana, no, več vam bomo povedali naslednjič, ampak v glavnem, da začnemo še malo bolj z uvodnikom, mislim, da bi bilo lepo, če se vsi malo predstavimo. Ja, no, Klara, pa bi jaz najprej tebe malo vprašal, kdo si, s kje prihajaš, kam misliš, da te vodi tvoje življenje? Wow, deep. Ok, mogoče ne ta drugega, dajmo povej nam, kdo si, s kje prihajaš, mogoče starost, če želiš deliti, če ne, ni treba. Ja, itak, stara sem 22 let, prihajam iz Idrije. Dobro, na podcastu se ne sliši na glasa, hvala Bogu, ne. To bi bilo malo zabavno. Drugač, v Ljubljani sem zdaj že 6 leto, tako zdaj se skoraj bolj počutim Ljubljančanka. Študiram delovno terapijo. To je na zdravstveni fakulteti v Ljubljani, sem 3. letnik in pol naprej se v bistvu v življenju želim ukvarjati z ljudmi, to v prvi vrsti. Na eni točki si želim imeti družino, tako da to je kar ena pomembna stvar, ampak čisto poklicno bi pa tudi rada raziskovala psihološke vode, predvsem psihoterapijo, pa mogoče tudi kaj na področju socialnega dela, bomo točno videli, kam me pelje, predvsem pa z ljudmi. No, super. Ja. Lepo, sami lepi cilji, pa že kar to delani. To je tudi lepo. Bomo videli. Se opravičujem, vsem nisem hotel Ljubljančanov preužaliti, jaz sem pač Gorenc in to me včasih prileti ven, ampak moram reči, da poznam zelo veliko dobrih in zelo spoštovanja vrednih Ljubljančanov, tako da... Hvala. Ni za kaj. Ok, Iva, se pravi, vemo že, s kje prihajaš zdaj, pa nam poveš ti malo o sebi, če še nisi predstavila v zadnjih Tangentah, to je že toliko cajta nazaj. Ja, da so že pozabili, pa zdaj tako nova baza, mogoče od poslušalcev. Ja, živjo, jaz sem Iva, stara sem tako kot Klara, v bistvu 22 let. Trenutno sem 4. letnik specialne in rehabilitacijske pedagogike na pedagoški,
Tako da v bistvu moja življenjska pot zaenkrat me bo tudi bolj vodila v kakšen razred, kjer bom mogla naučiti otroke, kako računati pa brati, sploh če bojo imeli pri tem kakšne hujše težave. Kar mi predstavlja svoj vrsten izziv, ampak kakšno bi pa bilo življenje, če ne bi imeli izzivov, precej dolgočasno, tako da se nekako kar veselim, da bom končno dala to magistrsko nalogo enkrat in potem šla delati. Sicer pa se zelo rada tudi ukvarjam z glasbo, tudi pojem v zboru. Ja, očitno malo tudi, če pomagam tele pri tangenti, čeprav me verjetno ne boste slišali vsako epizodo, ampak ja, žal, lej. Veliko drugih stvari, tudi še zraven tako projektno, tako da. Polno življenje. Ja, čim bolj tako, čim bolj zapolnjeni dnevi. Ful dobro. Ja. Zdaj, ko smo študenti, se mi zdi, imamo toliko priložnosti. Ja. To je res pač za izkoristiti. No. Po eni strani mi je pol res žal, ko enkrat magistriraš, pa se enkrat zaprejo vse. Veliko teh možnosti. No. Ja, ena vrata se zaprejo, druge se odprejo, ampak je pa študentsko obdobje nekako ima svoje specifike, če jih dobro izkoristiš, po moje res pustijo dobre spomine pa izkušnje. No. In tangenta recimo je tudi ena taka super izkušnja. Ja. Malo sprobati. Ja. Ampak učenje se nikoli ne zaključi. Res ja, je. Se to lahko ti poveš, ker si že malo ven. Se še zmer učiš, sam nisi prav čist študent. Ne, nisem več študent, sem jezuit zdaj v 5. letu moje poti, redovniške poti. Jezuiti smo katoliški red, za tiste, ki tega ne veste. Eden izmed katoliških redov kot frančiškani, salezijanci ali kakšni drugi. Zdaj, jaz sem Urban Gartner, prihajam iz Gorenjske, kot sem že rekel, iz Sevške doline, Rudno, če kdo to pozna. Imam 32 let in sem odštudiral kemijsko inženirstvo. Potem sem se pa odločil po neki v duhovnem iskanju, sem prišel do jezuitov, sem pri njih prosil za pomoč, da so mi malo pomagali pri razločevanju, ki je ena super zadeva, in sem se odločil, da vstopim v jezuitski red. In zaenkrat mi je čist fajn. Ampak, da ne bo tako mislena, jaz tudi, če sem nehal študirati tisti moj osnovni študij, še zmeraj študiramo na veliko, kar sem zaključil študij filozofije prejšnjo leto nazaj, tako da sem neke vrste študent. Včasih se počutim to, čeprav nisem več to. Čeprav zdaj skrbiš za študente, ne tlele v rezidenci? Trenutno za študente, v rezidenci, kot je to počel Janez Gorenc prejšnji 2 leti, in se ukvarjam z raznimi takimi manjšimi stvarmi, kot so tudi moduli, oziroma jaz obiskujem module tukaj, ki so ponujeni v kolegiju, pa s tangento tudi, ne? Ja, drugače ti moduli so eno od tistih stvari, ki smo prej rekli, da so ful dobra stvar, ki jih študenti lahko izkoristijo. To je prav neka posebna priložnost v jezuitskem kolegiju in imamo kar nekaj modulov na razpolago. Ja, no, da nam zdaj vsega spoilerirali, pejte pogledati. Ja, na modul. Se pa v kolegiju dogajajo tudi še večerne akademije. To so pa taka zelo zanimiva predavanja, ki potekajo enkrat na mesec ob torkih zvečer, tukaj v kolegiju. Verjetno v Arupejevi dvorani. Ja. Tale torek, se pravi, prva akademija je bila ravno z naslovom Kulti, sekte in narcisizem. Naslednja se bo odvijala torej novembra, tako da ste vabljeni, kjer bomo govorili o kozmičnosti prostora in časa. Kozmologija, rojstvo prostora in časa. Tako, kozmologija, rojstvo prostora in časa. In obetajo se nam tudi še druge precej zanimive teme. Kakor se spomnim iz predavanja, se mi zdi, da bomo govorili tudi o pomembnosti spanja, pa o škodljivih vplivih pornografije, pa še kakšna druga tema bi se našla. Tako da vabljeni vsi, ki imate ob torkih čas. Potem so tudi ene take prijetna druženja ob malo hrane, malo pijače, tako, da se malo pozabavamo, malo spoznamo na manj uraden način, ker to so drugače strokovno oblikovana in vodena srečanja v bistvu. Vsakič je povabljen en predavatelj, ki je na svojem področju prepoznan kot eden boljših strokovnjakov. To so v bistvu dobre debate. Ja, tako mislim, da lahko vsi trije potrdimo, glede na to, da smo bili na vsaj eni. No. Jaz sem vaju videla, sigurno na tej, za druge pa sigurno. Imamo tudi Facebook in Instagram. Točno tako. Imamo tudi stvari objavljene na spletni strani jezuitskega kolegija, tako da za več informacij, kje se prijavljate na module in vse to lahko dobite na spletni strani. Upišite v Google jezuitski kolegij, boste tam lahko našli vse informacije.
naročite se, kje smo že mi s Tangento. Mislim, da smo na vseh večjih. Na Anchorju, na Google Podcast, na Spotifyju. Tako da ja, sledite nam, naročite se, da ne boste ničesar zamudili. Naslednja Tangenta bo naslov Lipov Bog in je še ena izmed starih tangent, kjer sta sodelovala Peter Černe in Janez Gorenc, tako da niso vam treba bati, da bo prehitro prevzela vroče stole, ko se boste družili še s starimi tangentaši. Naslednja tangenta bo pa objavljena 28. oktobra, se pravi, to je četrti petek v mesecu in tudi v prihodnosti bodo vsak četrti petek v mesecu objavljene nove epizode Tangente. Na to vas bomo pa seveda spomnili tudi prek družabnih omrežij, da ne boste pozabili. Seveda. No, torej, naslednja Tangenta bo objavljena, kot smo rekli, 28. oktobra, potem Tangenta, zakaj me ne moreš čez gobec žgati, pa objavljena 25. novembra. Lepo vabljeni, da nas poslušate. Mi čakamo, da se bomo družili z vami. Točno tako, ja. Tudi če vas ne vidimo, ampak... Se veselimo vaših odgovorov v komentarjih, če se bo kdo opogumil. Lahko napišete tudi, če se kaj ne strinjate. Ali pa mogoče kakšne predloge, o katerih temah bi še lahko spregovorili v prihodnosti. Tako da lahko začnemo tudi eno skupnost oziroma skupni pogovor tudi izven samega podcasta Tangenta. Definitivno. Ok, dobro. Jaz upam res, da se slišimo in zaenkrat se poslovimo od vas, pa se dobimo že ta petek, 28.10. sicer v družbi Janeza in Petra. Se vidimo naslednjič. Se vidimo, adijo. Čau. Adijo.